Pomlajena, bomo rekli, kar precej z desetkrat domača ekipa, ampak fanti so igrali brez straha in na koncu so zvlekli vse točko. Ja, na koncu se nam je poklopilo, da smo zadeli ta drugi gol, da smo prišli na 2-2. Rezultat je, bom rekel, realen pokazatelj današnje igre na igrišču. Oboji smo bili oslabljeni, tako da smo, bom rekel, vsi dobili več priložnosti za igro. Tudi tisti, ko manj igramo, tudi tisti pri nas mlajši dečki, pri njih mlajši, ko manj igrajo, tako da pravilno, bom rekel, vsi smo lahko pokazali danes svoje znanje, voljo in željo. So to posledice tistih pokalnih tekem, ki so pustili nekaj napora, sploh pri vas? Definitivno so pustili. Mi smo konec igrali dve zelo težke tekme. Fantje so imeli prej reprezentanco, potem skozi naporne treninge, zdaj naporen pokal. Pravilno je, da se jih malo odpočilo, pravilno je, nekih je tudi, bom rekel, napadla viroza, gripa, tako da je prav, da se fantje spočijo in idemo naprej s polnimi močmi. Posledic obe ekipi sta bili danes desetke, ampak vseeno, videli smo lepo predstavo, na koncu bi lahko zmagali, lahko bi izgubili, 2-2 najbolje realno. Dobro, govorite, znači mislim da je realan je rezultat utakmice, taj neodlučeni rezultat. Danas su dobili priliku dječaci koji tokom čitave godine vrlo dobro treniraju, koji su predani ovome ovdje, a koji su dobili priliku odigrati jednu utakmicu. Odmorili smo igrače koji su bili pod mogućnošću suspenzije zbog žutih kartona i tako da u vrlo dobrom izdanju ćemo dočekati play-off. Mislim da dečki koji su ovdje odigrali su jednu dobru utakmicu, jednu borbenu utakmicu i evo, stoga im čestitam. Videli smo zelo dober prvi počas vaših mlajših soigralcev, potem v drugem pa konec koncev pritisk nasprotnikov, na koncu točka, verjetno ste lahko zadovoljni. Seveda smo lahko zadovoljni glede na okrnjenost ekipe, ampak mladi fanti su pokazali dober karakter proti dobre ekipi, sicer nisu bili v kompletu, ampak pokazali smo pravi karakter, dobru igro in na koncu mislim da je točka zaslužena. Se je poznala te odsotnosti, igrali ste praktično brez štirih, bomo rekli, najbolj standardnih igralcev ali pa najboljših v tej sezoni, vseeno pa ni bilo pazi, da manjka, torej so ostali napredovali. Seveda, v letošnji sezoni smo dobili 4-5 igračev, ki lansko sezono ni bilo, tako da se dela se dobro, na treningu se dela dobro, fantje poslušajo Hrvatina, tako da res smo lahko zadovoljni, že zdaj je izjemna sezona, če bomo pa še kaj v play-offu naredili, pa še toliko boljše. Lahko rečemo boljših igralcev Bronxa na tribuni, torej ekipa igrala z desetkana, vendar pa ni bilo pazi, da manjkate, torej trener Marko Hrvatin je lahko zadovoljen verjetno, ne? Igralec Marko Hrvatin pa je dobil malo boljšo konkurenco za naslednji tekmo. Ja, zelo zanimivo vaše razmišljanje. Jaz imam pač malo drugačno, sem iskreno zelo vesel za te fante, mislim, da so danes prikazali všečno igro in moram jim iskreno čestitati za zasluženo točko, lahko bi zaslužili tudi 3, saj smo bili kar dominantni na igrišču, imeli smo svoje priložnosti, tako da moram reči, da mi je na koncu malce žal tega prepoceni prijetnega zadetka. Po drugi strani pa moram biti iskreni. Prvo dobo je tudi prišel desetkan, videli smo, da manjkajo tako Čujec kot Mordej, Puškar pa vsi tri Hrvati, tako da tudi oni so bili desetkani. Moramo biti iskreni, tekma je bila bolj namenjena mlajšim igralcem, ki so probali in nekateri zelo dobro izkoristili to priložnost. In jaz sem vesel, da pač delujemo kot ekipa, da nismo samo 3-4, ampak da to se pozna od prvega do zadnjega v ekipi, da vsi skupaj vemo, čemu stremimo. Vedeli so, tudi v zadnjih trenutkih se je vedelo, da nam točka prinaša 3. mesto in tudi te mladi fantje so razumeli navodila, da nimamo kaj siliti in držimo žogo v zadnjo minuto. Tako da sem iskreno zelo zadovoljen, tekma poceni, zanimiva, super, vse kot je moglo biti in mislim, da lepo ved za naprej.